Xiaomi 14 Ultra je telefon, ki nama že dolgo časa ni dal toliko mešanih občutkov. V marsičem je vrhunski telefon, ki trenutno preseže konkurenco na trgu, po drugi strani si pa za ene par stvari med testom sam lahko praskaš glavo, ker nama res ni bilo jasno, zakaj je Xiaomi sprejel določene odločitve. Če se vam ne sanja, kaj vam hočem povedati, ostanite z nama, vse vam bova razložila. Najprej se moram zahvaliti Xiaomi Slovenija oziroma njihovi oglaševalski agenciji, da so nam dali ta telefon na posojo, da smo sploh zaradi njih lahko posnela tale video. Tako da, res vam hvala. Sančo, zdaj začnemo s telefonom, kjer druge sploh lahko začnemo pri tem telefonu, kakor pri dizajnu. Ampak ajde, deva najprej še vsem en shoutout za unboxing experience. Veda, da se bo spet ponavljala, sam kar je res. Xiaomi in tudi druga kitajska podjetja je treba pohvaliti, da kljub visokim cenam še zmeraj dobiš veliko škatli. Poleg same naprave je v njej namreč polnilen kabel z 90-vatnim hitrim polnilcem in pa matiran prosojen uvitek, s katerim lahko takoj zaščitite telefon, brez da bi se rabili dodatno skeširati še za nov uvitek. Nice. Uvitek je fajn tudi, ker vam poleg zaščite nudi tudi dodaten oprijem in verjemite, veliko ima vas zapovedati, kar se tiče samega rokovanja s to napravo. In tukaj že nastopijo najini prvi pomisleki, kar se tiče dizajna, tako da gremo na dizajn. Kot vidite, ta telefon je velik, no shit, valjda je, se ima v imenu Ultra, pol mora biti nekaj ekstra na njem. Ni sicer to glomazno veliko, kot naprimer Samsungovi Ultra modeli, sam še zmer pa veš, da gre za Ultra telefon. Ne, problem tega telefona ni v tem, da je velik, ker so domala vsi najboljši telefoni danes veliki, ki so trenutno na trgu. Problem je v tem, da je ta telefon štora zaradi ogromnega modula za kamero. Xiaomi se je namreč odločil, da bo imela 14 Ultra zadnji velik v krogu modul za kamere, ki bo precej štrljiv ven in bo zavzel skoraj da ne celo vrhno polovico hrbtišča. Super, vsi imamo radi čim več dobrih kamer, da lahko delamo odlične fotke in videe, a ne? No, tukaj se nama zdi, da je žrtvovanje za udobje žal preveliko. Telefon za enoročno uporabo namreč res ni prikladen, ker bo vaš kazalec slej ka prej naletel na to izboklino in zato ga morate držati na tak smešen, nenaraven način, da imate na koncu že feeling, da telefon handla vas, namesto vi njega. Ja, ker če boste kazalec dali na modul, boste zapacali objektiv, česar nočete, sam posledično to pomeni, da vaše udobje pri uporabi te naprave ne bo tako veliko, sploh še zraven upoštevate še to, da ima telefon zaradi tako velikega modula neenakomerno razporejeno težo in je zato še zgoraj precej težji. Valjda se vsega tega lahko s časom navadite, ampak težko vam piše, kakšno svobodo doživite, ko nehate uporabljati ta telefon in greste na enega drugega, ki ima manjši modul in bolj enakomerno razporeditev teže. Je kot dan in noč. Pa še nekaj, Xiaomi je na hrbtišču malo po brusu stranice, da so malo bolj zakrivljene, na papirju vse to čisto ok. Sej ni treba, da vsi telefoni kopirajo Apple ostro odrezane robove, ampak to posledično pomeni, da dobite feeling, da je telefon zadržan ožji, kakor dejansko je, kar čisto nič ne pomaga pri handlingu te naprave. Pa še to. Ta telefon stane 1500 evrov za 16 GB RAM in 512 GB notranjega spomina. Tako da, ja, siguran je premijski telefon s premijsko ceno. Sam, če ga boste v roki malo pošejkali, boste pa slišali, da malo zarožlja. To ni presenetljivo, toliko velike kamere imajo v sebi komponente, ki so gibljive, tako da ni čuden, da ko telefon zatresete, da noter malo zaropota. Sam hkrati se pa ne može znebiti feelinga, da namesto 1500 evrov drage naprave v roki držiš en ogromen Kinder jajček. Ampak ko obrneva ta telefon, tukaj pa nimajo nobenih pripomb. Diagonala zaslona je 17,09 cm z enakomernimi robovi. Ima 120 Hz osveževanje in telefon ima maksimalno svetilnost do 3000 nitov oziroma kandelov. Kar pomeni, da se tudi vzuni super vidi na ta zaslon brez kakršnih koli problemov. Telefon tudi estetsko izgleda od spredaj ful lepo, ker se zaslon lepo zlije s stranicami in naredi tak lep smooth prehod, kar nam je res všeč. Pod pokrovom se skriva Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 čip, kot skoraj ne vseh androidnih telefonih, ki so top flagshipi, kjer se je izkazal kot večinoma zelo dober performer, ki pa še zmeraj zna prišparati na bateriji. Zdaj, namenoma sva rekla večinoma, ker je pri Xiaomi 14 Ultra rezultat malo tako. Da se razumemo, 14 Ultra vse zadane naloge prav z odliko, poganja grafično najbolj zahtevne igre, v zadju drži odprte aplikacije, brez problema se handla multitaskanje, predvajanje video, visoko učljivost, ni da ni. Ker se tega tiče, mu ne mora nič očitati. Problem je nekje drugi, v toplotnem zaviranju. Ko govorimo o njem, vam YouTuberi ponovadi kažemo rahlo zahtevnih testov, kjer se vidi, koliko je naprava morala pobremzati svoj performance, da se je lahko primerno shladila, da ne pride do poškodb
komponent noter. Do toplotnega zaviranja ponavadi res pride samo pri najhujših obremenitvah, kot so stresni testi, grafično zahtevne špile ali pa editanje fotk, video na telefonu. To ni nič kaj takega in je nekaj povsem normalnega. Sam zaradi neznanega razloga se je ta efekt pri nama pojavil že bistveno prej, ko so na začetku naštimala ta telefon. Res, hicava se, ko so ga prvič zagnala in gor inštalirala vse epe, se je telefon nenormalno segrel. Nikoli sicer ni presegel neke temperature, kjer bi rad čist neprijeten za handlat. Sam vsem pa ne morava reči, da tega niso občutila, glede na to, da je temperatura na ekstremnemu 3D Mark testu prilizala vse do 52 stopinj. Testa sicer mogla večkrat ponoviti, ker nama je prej parkrat zaradi pregrevanja sfalirala. Res on je tlele okoli kamere in zgor je kar zelo vroč, tako že neprijetno zadržati. Pa smo na polovici testa, tako da, kaj misliš? Do kjerga lupa bomo prišli? Ampak, tlele, ko vam lahko pokazal, kako tole je vroče, ampak ne morava nažalost sam, ja. Nisem pričakoval, da se tako segrev ta telefon. Ampak Xiaomi v zagovor lahko še zmeraj dodava, da je telefon kljub segretju med testom držal še zmeraj relativno visok performance, kot lahko vidite, kar je res fascinantno. Veliko telefonov bi ga namreč vmes že spustili, se pa še zmeraj sprašujejo, koliko bi bilo dobro za delovanje telefona za tako napravo, če bi jo želeli imeti več let na takem nivoju. Tako pregrevanje za čip in za baterijo sigurno ni dobro, sploh za tiste, ki bodo telefon namesto enkrat filali večkrat dnevno s priloženim 90-vatnim hitrim polnilcem Hypercharge, ki telefon nafila od 0 do 100% v malo več kot pol ure. Samim hitrim polnjenjem ni nič narobe. Xiaomi je v sam čip telefona in polnilc dal več varnostnih mehanizmov, ki zagotavljajo, da hitro polnjenje, vsaj na papirju, ne bo preveč škodovalo telefonu, kar pomeni, da boste lahko brez skrbi telefon na hitro nafilali, ko boste šli recimo po tuš. Sam še vseeno, hitro polnjenje in morebitno pregrevanje telefona hkrati sam sajt bo pokazal, kako bo to telefonu škodovalo. Pa še to, telefon lahko brezžično filate do 80 W, kar je res neverjeten hiter in skoraj dvakrat več kot 24 Ultra, ki se fila žično, res sik. Baterija ima velikosti 5000 mAh, kitajska verzija pa ima bolj da 5300 mAh veliko baterijo. Vzdržljivost baterije je dobra, komu zdrži en dan ali pa še malo. Ne moramo reči, da zdrži toliko dolgo, kot recimo S24 Ultra ali pa iPhone 15 Pro Max. Sigurno pa vam bo brez težav zdržala cel dan, pa še to hiter se jo da nafilati in je to res dobra kombinacija, ki bi jo nujen mogli posnemati več proizvajalcev telefonov. Zdaj smo že kar nekaj rekli od hardvera, pejmo še na software in na HyperOS. V njem so zadnje cajte res veliko govorila. Ja, zato nočeva dodatno nabijati dolžine tega videa, tako da bova tukaj v opis dala linke do najnih prejšnjih videov o njem. Ampak sam na kratko. HyperOS je bil predstavljen kot naslednji velik skok naprej od prejšnjega operacijskega sistema MIUI, čeprav vsaj po obliki zgleda enak kot MIUI. To ne pomeni, da je slab OS, animacije so res hitre in tekoče, ful dober. HyperOS vam omogoča več customizacijska aplikacija, kamera se ne zatika in med objektivi preklapljate tekoče, nobenega lega ni. Pa tudi samo OS na telefonu zavzame malo placa. Še zmer pa ima za najin okus preveč pridiha iOS-a in raznega bloatwarea, teh aplikacij. Še zmer noter najdete lahko tudi preveč oglasov v določenih situacijah, ker se za tak drag telefon ne spodob in Xiaomi bi lahko omogočil še več let softverske podpore, čeprav roko na srce, pri tej podpori se je vsem že malo zboljšal. Ja, to je res. Ko govorimo od softvera, tudi ne moramo mimo AI-ja, ki bo očitno itak prodrl vsako poro našega vsakdanjega lifea. 14 Ultra ni pri tem nobena izjema in ima kar nekaj trikov v čarobnem klobuku. Tako naprimer lahko AI doda videom posebne dodatne efekte, da se vam zdi, kot da ste že vi na enem drugaraškem tripu. In najboljša stvar pri vsem skupaj, telefon to naredi lokalno, na napravi. Ne rabite biti povezan v internet, napisano noben cloud, vse to zmore telefon s svojo konsko močjo. Morate pa prvo to zlovdati. In zdaj, ja, kot ste verjetno ugotovili, je cajt za kamere. 14 Ultra ima 4 so velikosti 50 megapikslov. Že prej so omenili, da telefon izjemno gladko preklapa med objektivi, že na levelu iPhone in tudi barvna znanost je med vsemi objektivi podobna, kar je dobra stvar. Kar je dobra stvar, da kamere zaradi svoje ogromne velikosti skozi zaslonko spustijo več svetlobe, kar pomeni overall kvalitetnejše fotke. Sploh po noči in tudi veliko bolj izrazit naraven bokeh efekt, brez večje pomoči softvera. Super. Tako da portreten način na tem telefonu je domala skoraj nepotreben. Bokeh efekt je tako izrazit, da vam Xiaomi ponudi celo opcijo globinske ostrine ali pa celo razširjene globinske ostrine. Kulsko je tudi to, da je Xiaomi vpeljal nazaj spremenljivo zaslonko, pač manually, kar pomeni, da uporabnik
ima večji vpliv na to, koliko se trobe želi spustiti skozi senzor v pro načinu. Poleg tega moramo poudariti, da nam je ful všeč sodelovanje med Xiaomijem in Leico, zaradi katerega imajo Xiaomijeve fotke en tak unikaten stil, ki jih vključujejo do večine drugih telefonov. Saj veste, kako prava za Samsungove fotke, da znajo biti močno nasičene, od Apple so hladne, ampak naravne in tako naprej. No, od Xiaomija so filmske in to nama je res všeč, tukaj Xiaomi ubral svojo pot in to na dober način. Ampak delež najbolj naju je impresioniral video, kjer je Xiaomi naredil korak naprej in je počasi bok iPhonom. Sam pogledajte to preklapljanje med objektivi, ta nivo detajlov, osvetljenost. Tole je res dober poskus Xiaomija in upava, da bo s takim tempom nadaljeval. Še zadnja stvar, ki pa nam je tukaj izjemno všeč, pa je praktična uporaba AI v kameri. Pozabite dodajanje efektov in premikanje subjektov naokoli. Midva sva že dolgo časa želela videti, kako bi AI pomagal kar pri izboljševanju fotk, kakor si želi povprečen uporabnik. Recimo, da nikam ne zoomiraš, pa je fotka že malo spacana in bi ti AI znal to popraviti. In točno to je tukaj naredil Xiaomi z AI, ki pomaga izboljšati fotke pri veliki distanci, da dejansko postanejo uporabne. Pa ti pomaga 100-kraten zoom, če ob maksimalni povečavi rezultat itak za en drag. Ja. Ni pa tudi ta AI popoln, ker si pač na nek način more izmisliti polnila, da zapolni vrzeli pri nizko kvalitetni fotki, ker včasih naredi boljš, včasih pa slabš. Ampak ni pa slabo za prvo verzijo. V bistvu zdaj smo na koncu tega videa, kot ste verjetno dojeli. Nama je 14 Ultra, tako posta malo mešane občutke, pa sploh ne zato, ker ne bi bila vrhunska telefon, ampak ker je letos Xiaomi malo preveč žrtvoval funkcijo za formo in je zato trpela tista najbolj osnovna uporabniška izkušnja rokovanja z napravo. Kljub vsemu temu to ne vzame dejstva, da je Xiaomi res potrudil se s kamerami, kjer je trenutno v samem vrhu, kar je res dosežek glede na to, koliko je konkurenca brutalna, pač res so dobre kamere. Poleg tega je ohranil tiste stvari, zaradi katere sva imela zmeri rada njegove telefone, in sicer hitro polnjenje in veliko stvari v škatli. Je pa še zmer prostor za izboljšanje, pri čemer ciljeva na izboljšanje dizajna, nadaljnje izboljševanje HyperOS-a in pa boljšo termalno optimizacijo čipa, kjer ima Xiaomi sicer kar iz leta v leto borbe, tako da upava, da kmalu zrihtajo tudi to kategorijo. S temi zaključnimi mislimi se za danes poslavljava od vas. Še enkrat hvala Xiaomi Slovenija in njihovi oglaševalski agenciji, da ste nama zrihtali ta telefon. Res iskrena hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalke in cenjeni gledalci, da ste naju danes gledali. Če imate še kakšno vprašanje v zvezi z tehnologijo, nam ga prosim zapišite spodaj v komentarje. Za danes je bilo to dost. Imejte se lepo in se kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!